Planinske brihte spet najboljše. Najvišje priznanje JSKD Vladimirju Hrovatu. Bezgovci na 20. klepetu. Marusigova 9. knjiga poezij. Dihamo povprečno dober zrak. Kdo in kaj je zaznamovalo leto 2024? Lepo pozdravljeni. Začenjamo z dvema prispevkoma, ko so naši občani opaženi tudi izven občinskih meja. To soboto se je v osnovni šoli Pirniče namreč odvijalo državno tekmovanje Planinske zveze Slovenije pod naslovom Mladina in gore. In zakaj prav tu? Ker je ekipa mladih pirniških osnovnošolk Sara Mis, Karin Jakša Jovanovski, Manja Goslar in Viktorija Ana Šušteršič z imenom Planinske brihte pod okriljem Planinskega društva Medvode lansko leto na tem tekmovanju med osnovnošolskimi ekipami osvojila prvo mesto. In kako so se odrezale tokrat? Naslov državnih prvakinj so obranile. Ponovno pod mentorstvom Mojce Resnik in somentorstvom Katje Porčnik-Gortnar. Pokal so prejele iz rok skritega gosta Vikija Grošlja. Bi znali po noči prepoznati zvezdo Severnico? Veste, kdo je alpinist Valentin Stanič? Kako nastanejo grbinasti travniki? Ali pa bolj praktično, kako se pravilno namesti cepin na nahrbtnik in znate narediti biče v vozu? No, vse to se učijo učenci planinskih društev po vsej Sloveniji. Svoje znanje pa so pokazali v soboto na 35. državnem tekmovanju Mladina in gore, ki ga je gostila osnovna šola Pirniče in naslednje leto bo prav tako, saj so prvo mesto tudi letos ubranile naše planinske brihte, članice Planinskega društva Medvode iz osnovne šole Pirniče. Sara Mis, Karin Jakša Jovanovski, Manja Goslar in Viktorija Ana Šušteršič. Danes držite tukaj letale pokal, kakšni so občutki? Mislim, da smo zelo vesele in zadovoljne. Ste pričakovali, da bo tako? Pa ja, glede na to, da smo že lani zmagali, smo upale in smo verjeli v zmago. Kako so potekale priprave, no? da ste se lahko udeležili in da ste prišli sem na državno in pol še zmagali? Kaj vse je potrebno? Treba je prebrati učbenik Planinska šola, ki je zelo obsežen, razdelili smo si poglavje. Enkrat na teden smo imeli tudi mentorico priprave v šoli, ko smo se učili bolj skozi igro. Pa za državno tekmovanje je potrebno znati še vsebino iz članka. Za naslov državnih prvakov se je v osnovnošolski kategoriji potegovalo 19 ekip, 6 najboljših v finalu, kjer so se vsi tekmovalci in gledalci veliko novega naučili. Bron so si prislužili cesarski lovci iz Planinskega društva Srednja vas v Bohinju. Srebrno medaljo ekipa Neustrašni iz Planinskega društva Dobrovlje, Braslovče, zlato pa že drugič zapored Planinske brihte. Spremljala jih je mentorica Mojca Resnik, ki nam je zaupala, kako se je skupaj s puncami pripravljala. Mi se tedensko dobivamo enkrat na teden, potem pa vadimo različne stvari praktično, delamo vozle, zastavljanje s cepinom, take stvari, kakor so bile tle tudi. Potem pa gremo 4-5 na leto, gremo pa v hribe. Tudi mi smo same že šle lansko leto za zmago, v bistvu sem jih tudi peljala v Planinski muzej, tako da smo v bistvu na različne načine, no. In v gorah in v šoli vadimo. Veliko pa je tudi nevarnosti v gorah, zato je ključno, da se mlade in nasplošno vse pohodnike o tem ozavešča. Mislim, da je to ravno cilj, da jih čim bolj opolnomočimo, da tudi, ko bojo sami šli ali pa z družino, da čim več praktičnega znanja imajo, tako da tole je res ena lepa popotnica za naprej. Letos že 9. pa so tekmovali tudi srednješolci s 16 ekipami, 7 najboljših pa je tekmovalo v kvizu. Planinsko društvo Litija je osvojila prve 2 stopnički, zmagala je dvojica Oj baka, drugo mesto pa Litijska laufarja. Bron pa si je prislužila skupina Stena iz Planinskega društva Idrija. Tekmovanje je, kot rečeno, gostila osnovna šola Pirniče. Organizirali pa so ga skupaj s Planinsko zvezo Slovenije, Mladinsko komisijo, Planinskim društvom Medvode in Zavodom za šport Republike Slovenije Planica. O organizaciji in zmagi domačih punc smo povprašali ravnateljico osnovne šole Pirniče. Danes so tudi punce vaše zmagale. Kakšni so vaši občutki kot ravnateljica? Ja, jaz sem ponosna na njih. Sem toliko vriskala, da sem brez glasu. No, hecam se. Res smo veseli, da smo gostili to tekmovanje in seveda zelo ponosni na naše planinske brihte, ki so seveda to prvo mesto si danes tudi zaslužile. Kako pa so potekale v bistvu priprave na ta velik dogodek? In ja, dejstvo, da bo naslednje leto spet, se veselite?
Ja, seveda se veselimo, čeprav priprav je zelo veliko, to je kar par mesecev. Začeli smo načrtovati skupaj s Planinsko zvezo oziroma s to mladinsko komisijo, pa s Planinskim društvom Medvode. Mislim, da smo konec oktobra se usedli lani in sfiniširali, kaj vse se rabi in tako. In ja, je kar zalogaj. Ampak se mi zdi, da smo kot zaposleni, tudi kot ekipa, zelo lepo stopili skupaj, za kar se res vsem od prvega do zadnjega zahvaljujem, ker brez ekipe ni nič. Ste pa združili tudi z likovnim natečajem, to vsako leto? Ja, letos smo imeli tudi likovni natečaj, povabili smo tiste, ki pridejo tekmovati, da izdelajo likovni izdelek je bila prosta tehnika. Naslov likovnega natečaja smo pa imeli Jakob Aljaž, Triglavski kralj. Za likovni natečaj je bila nagrajena Nina Bratun iz Planinskega društva Litija. Logotip tekmovanja pa je narisala Nika Cerk iz Osnovne šole Pirniče. Kot skrivni gost pa se jim je pridružil slovenski alpinist, planinski vodnik, gorski reševalec in prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove kontinentov, Viki Grošelj. Tu pa mu je bilo domače, saj je v telovadnici tekmovanja kar 37 let učil telovadbo. Opomnil nas je, v kako pomembnem planinskem okolišu se nahajamo, zraven Šmarne gore, ob vznožju katere je bil rojen Jakob Aljaž in nedaleč od plezališča Turenc, kjer se je začel razvijati slovenski vrhunski alpinizem. O tekmovanju je povedal: Navdušen in kar malo ganjen. Sam sem bil tudi vse življenje športni pedagog in se mi zdi, kako pomembno je dati otrokom neke informacije. Če je to svetu gora, ki je meni osebno veliko pomenil, se mi to zdi nekako še bolj dragoceno. Naslednja stvar, da sem kar malo nostalgičen, je ta, da sem v tej šoli, kjer je potekalo tekmovanje, učil 37 let športno vzgojo, tako da to telovadnico najbolj od vseh, jaz mislim, poznam. Dodatno sem bil vesel, da so ponovno osvojili prvo mesto, kar bo organizatorjem povzročalo malo preglavic, ampak to so take prijetne preglavice, ne? Drugo leto boste spet v teh istih prostorih to organizirali. Tako da iskrene čestitke mentorjem in vsem, ki so zaslužni, da je ta ekipa tako dobro pravzaprav tekmovala. Čeprav mi je zelo pomembno, da vsak, ki je sem prišel, ima nek stik z gorami, da je bilo tekmovanje pa vendarle nekako v drugem planu. Pomembno je, da se družijo, da jih zanimajo iste stvari in na nek način so čisto vsi, ki so bili danes tukaj zmagovalci. Pa je znal odgovoriti na vsa vprašanja? Ne bi sicer osvojil prvega mesta, ampak tam nekje upam, da bi se uvrstil v finale. Bili so zanimivi odgovori, najbolj mi je bil všeč tisti, z mano verjetno nihče ni znal odgovoriti, kako se imenuje tista nagrada, ki jo podeljuje Mladinska komisija, in ta odgovor je bil na zadnji, na velikem panoju napisan, torej Mladina in gore, in potem smo se vsi malo nasmejali vsemu skupaj. Ekipa iz Osnovne šole Šmartno v Tohinju, ki je dosegla 5. mesto, nam je zaupala, iz kje so se učili, prav tako pa so si želeli biti na televiziji. V bistvu predpisane knjige, ki jo imamo, pa še so dodatne teme, pa torej tako znanje recimo nasplošno, v planinah, pa o hoji, pa o tem. Torej ponavljate z mentorico, pa še doma? Ja. Kaj pa lahko pričakujemo naslednje leto? Se bodo naše Pirničanke ponovno udeležile tekmovanja? Jih bom vprašala, ampak predvidevam, da bojo rekle ja, ker si res želijo novega znanja. Tudi lansko leto, čeprav so zmagale, so rekle, gremo še enkrat, ker se želijo učiti, vedno je prostor za rast, prostor za novo znanje, tako da se mi zdi, da bojo tudi drugo leto hotele. Kako pa odgovarjajo na tipično vprašanje, gore ali morje? Odvisno, kdaj bi izbrala morje, kdaj gore, ampak so pa gore lepa sprostitev. Pa tebi? Meni je boje zelo všeč, ampak mogoče gore je manj ljudi, pa je bolj mir. Medvoška občina je znana po tem, da so v njej svoje domovanje našli številni izjemni kulturni ustvarjalci in eden izmed njih je zagotovo Vladimir Hrovat, ki je igranje na ustno harmoniko oziroma orglice vzdignil na povsem novo raven. Je dobitnik najvišjega priznanja Javnega sklada Republike Slovenije na področju inštrumentalne dejavnosti. Pred
Tednom dni, v četrtek 16. januarja, nas je povabil na 11. tradicionalni božično-novoletni koncert v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Zgornjih Pirničah, kjer sta skupaj z Laro Pelikan, s katero ustvarjata kot duet Harp and Harp duo, pripravila še en bogat glasbeni večer. Za še bolj pester program pa so poskrbele še gostje, pevke ženskega pevskega zbora Kuda Oton Župančič Sora. Bržkone nihče od obiskovalcev župnijske cerkve v Zgornjih Pirničah, v kateri je bil ponovno čudovit koncertni ambient, ni zaznal, da Vladimir Hrovat na koncertu ni imel najbolj optimalnega inštrumenta. Ustna harmonika, ki je bila predvidena za koncert, mu je pred koncertom po nezgodi padla na tla in je ostala brez vzmeti, rezervni pa je manjkala ena glasilka, a ga to ni vrglo s tira. Načeloma sem vseeno bil že vnaprej nekako pripravljen, da danes bom miren, da ni nobenega razloga, da bi bil kaj preveč vznemirjen, živčen in tako naprej. Sej, če vznemirjenosti ni, potem tudi koncert ne more biti dober, mora biti neka napetost, če ne, je to pač bolj domača zabava potem. Tokratni božično-novoletni koncert je bil 11. in da bi v veliki cerkvi lahko poslušalci še bolj uživali, so kot gostje letos zapele članice ženskega pevskega zbora Kuda Oton Župančič iz Sore. Vladimir Hrovat jih je namreč slišal na koncertu v Sori, kjer sam živi že 13 let, pa tudi sicer rad sodeluje z domačini. Med drugim je kot violinist sodeloval pri gostovanju folklorne skupine na Švedskem. Če se vrnemo k četrtkovem koncertu v Zgornjih Pirničah, pa je bil to pravzaprav koncert dueta Harp and Harp duo, v katerem Vladimir Hrovat sodeluje z mlado glasbenico Laro Pelikan. Prvo vajo sta imela šele pred njunim prvim skupnim koncertom lansko leto. Takrat sva pripravila izključno francoski program, ki krasno gre skupaj ustna harmonika in harfa. Za letos smo pa rekli, da imamo popolnoma drugačen program, malo prenovljen. Samo zadnjo točko, ki smo jo posebej dodala, sva ponovila eno od skladb iz lanskega programa, drugače pa vse nova literatura, novejša literatura oziroma nekaj, česar nisva drugot igrala. Redke so skladbe pisane za duet ustne harmonike z drugimi glasbili, a za duet Harp and Harp duo to ni ovira, da ne bi zazvenela ubrano in kot ustvarjena inštrumenta za igranje skupaj. Skladbe, ki so pisane za flavto, za obo, za violino, to se v glavnem da lepo speljati. In tako da rad poiščem tako literaturo, ki konec koncev se izvaja tudi na različnih inštrumentih in ne vidim razloga, zakaj ne bi smel na ustni harmoniki tudi tega pokazati. Posebnost tokratnega koncerta pa je bila tudi slovesna podelitev plakete Vinka Štruclja, najvišjega priznanja za inštrumentalno dejavnost, ki ga podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Vladimirju Hrovatu za dolgotrajne dosežke na področju umetniških, pedagoških in organizacijskih dejavnosti v ljubiteljskih dejavnostih. To priznanje vsekakor ni namenjeno, da bi nekdo, ki ga prejme, zaključil svoje delo, vendar da prepozna ga okolica in tudi širša ljubiteljska javnost, da
se lahko še naprej da tisti vzgon za delo in z današnjim prejemnikom sva že pravzaprav v dogovorih za posodobitev priročnika, ki ga je že napisal za učenje ustne harmonike. In kaj je Vladimirja Hrovata ločilo od drugih kandidatov za to dragoceno priznanje? Največja točka, ki je prinesla pravzaprav priznanje današnjemu prejemniku, je to, da je iz tega majhnega inštrumenta ustvaril koncertno glasbilo. In s tem pač je ta doprinos ljubiteljski kulturi večji, kajti s tem prepoznavamo, da ne gre zgolj za neko igranje v smislu osnovnega muziciranja, temveč lahko s konkretnim delom dosežemo veliko večji dosežek v umetniški vrednosti. Vladimir Hrovat je sicer do upokojitve igral violino v simfoničnem orkestru, potem pa se je lotil še drugih izzivov, ki so ga pripeljali do nespornega mojstrstva ustne harmonike, ki jo je povzdignil v cenjen koncertni inštrument. Za solistično igranje je bilo vedno zanimiva tudi mandolina in potem sem jaz to mojo ustno harmoniko na koncertne odre spravil s pomočjo v bistvu mandoline. In sva začela sodelovati s takrat enim prvih slovenskih koncertnih solistov Igorjem Sajetom. In pol programa z mandolino, pol programa z ustno harmoniko. Ne. In prav zanimivo je bilo, ko sva zelo kmalu imela celo en koncert na Reki, kjer gospa organizatorka na plakat ni hotela napisati ustne harmonike, ker se je očitno bala, da bi s tem odgnala publiko. In je bila napisana samo mandolina. Pravi še, da je mandolina sicer krasen inštrument, a z ustno harmoniko daš skladbi dušo. Na novoletnem gala koncertu, ki ga je Hrovat imel z Reškim simfoničnim orkestrom v dvorani Reške opere, niso skrivali, da bo ena od zvezd koncerta tudi to malo glasbilo in publika ni skrivala navdušenja nad slišanim. To so bile nepojmljive ovacije. In zanimivo, solist v prvem delu koncerta je bil en mlad hrvaški priznan pianist, ki je igral cel prvi klavirski koncert Petra Iljiča Čajkovskega, tistega najbolj znanega, ki ga praktično vsi poznajo, tudi laiki. On je igral prvi del koncerta, v drugem delu koncerta so vedno kot presenečenja pripeljali kakšno operno solistko, prvakinjo Reške, Zagrebške in tako opere, ne? Ampak moja ustna harmonika je na koncu vendarle vedno požela največje ovacije. To je bilo nekaj neverjetnega. Tudi tokratni koncert je po vsakem zaključku prejel velik aplavz in je zadovoljil pričakovanja publike, ki se je veselila prekrasne kombinacije harfe in ustne harmonike. Koncert je bil zelo dober. Cerkev velikokrat je zelo primeren ambient za marsikatero manjše glasbilo ali pa tudi za neko tako komorno sestavo. In je pravzaprav z primernim programom se mi vedno zdi, da je to dobrodošla popestitev lahko tudi lokalnim skupnostim, ki mogoče celo nimajo kakšnih primernih drugih prostorov za izvedbo takih dogodkov. Lara Pelikan, ki je sicer veliko nastopala kot solistka s celjskim orkestrom Akord, in Vladimir Hrovat si bosta sedaj vzela nekaj premora, imata pa že kar nekaj načrtov, ki jih bosta izpeljala v letošnjem letu. Pripravljava lepe programe, ne? Se pravim, zdaj tudi danes sva en del tega prikazala. In najbolj zanimiv načrt je pa popolnoma nepredvideno. Ni od nikoder vnaprej bilo kakšnega glasu, ampak so dobila povabilo in potrditev 3 koncertnih nastopov v cerkvah v 3 različnih mestih v Estoniji. Še enkrat čestitke za lepo priznanje in še ena prijetna vest, preden nadaljujemo z ostalimi temami.
Kaj ti je deklica je naslov igranega prvenca dobitnice kulturne pletenice in plakete občine Medvode Urške Đukić, s katerim se bo odprl novi uradni tekmovalni program Perspektive na 75. Bernialu, ki bo letos potekal med 13. in 23. februarjem. Skozi film, Urška ga je z ekipo ustvarjala 6 let, spremljamo zgodbo 16-letne Lucije, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Sledi pa odgovor na vprašanje, kakšen zrak dihamo. Občina Medvode se je že leta 2011 kot ena redkih občin odločila za nakup lastne naprave za merjenje kakovosti zraka. Meri smer in hitrost vetra ter vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov, kot so benzen, tolen in ksileni, in od leta 2018 še trde delce PM10. Sprva je bila postavljena v neposredni bližini športne dvorane, potem ob zdravstvenemu domu Medvode, januarja lani pa so jo prestavili na novo lokacijo nad križiščem med Donovo in Medvoško cesto, v neposredno bližino Gorenjske magistralke. Najprej pa odgovor na vprašanje, kakšen zrak smo dihali v torek. Kakšen je zrak v temle trenutku, ura je 10:30, prometa je kar nekaj. Jaz sem pogooglala zjutraj, sem pogledala, preverila. Moram reči, da zdaj je neka inverzija in da ob inverziji, se pravi, so tudi povišane vrednosti prašnih delcev. Tako da kar se odraža tudi trenutno tukaj na tej postaji, zdaj prekoračitev ni v Medvodah, res redko pride do prekoračitev prašnih delcev. V lanskem letu je recimo bila na tej postaji prekoračena zgolj 7-krat, dovoljeno je pa 35 prekoračitev. Tudi danes ta prekoračitev ne bo dosežena, gibajo se delci okrog 40 mikrogramov na kubični meter. Dnevna mejna vrednost delcev PM10 je sicer 50 mikrogramov na kubični meter. Zgodovina merjenja zunanjega zraka v naši občini sega v leto 2007, ko je Agencija Republike Slovenije za okolje svojo merilno postajo sprva postavila na Svetju v neposredni bližini krožišča, potem pa še v neposredni bližini občinske stavbe na sotočju obeh rek. Oddelek za okolje na Elektroinštitutu Milan Vidmar iz Ljubljane pa je že takrat imel merilno postajo v neposredni bližini ceste ob Sori. Rezultati meritev so takrat kazali na izrazitejšo obremenitev z ogljikovodiki, dušikovimi oksidi, prašnimi delci in ozonom. Takšni rezultati so bili takrat tudi povod za namestitev stalne merilne postaje, ki zadnje leto stoji na novi lokaciji nad križiščem med Donovo in Medvoško cesto v neposredni bližini Gorenjske magistralke. Prestavitev je bila potrebna tudi zato, ker se bo na dolgoletni lokaciji gradil prizidek zdravstvenega doma Medvode. Je tale okoljska merilna postaja sedaj na novem mestu, na boljšem mestu, na drugačnem mestu? Kaj je mogoče njena specifika? Zdaj v bistvu bi rekla, da zdaj je bolj izpostavljena, se pravi, glavni prometni liniji, ki poteka preko Medvod. Bila sem majčkeno presenečena nad izmerjenimi vrednostmi, sploh nad prašnimi delci, ki so bili v povprečju v letu 2024 celo nižji kot v preteklih letih gor na prejšnji lokaciji. Zdaj to je lahko se pravi, kar kaže v bistvu na to, da so tlele na tem dotičnem mestu, se pravi, meteorološke razmere takšne, da je boljša prevetrenost in da se pravi, te prašni delci se bolj razporedijo. Skoraj nepretrgoma že vse od septembra 2011, ko je bila postavljena stacionarna merilna postaja, torej razpolagamo z rezultati meritev parametrov, kot so lahkohlapni aromatski ogljikovodiki benzena, tolena in metapara in ortoksilena. Policiklični ogljikovodiki so, se pravi, predvsem rakotvorni, izhajajo, zdaj če rečeva za tolena, je prisoten predvsem v topilih, razredčilih, kakšnih kemičnih izdelkih, se pravi čistilih in pa nekaj ga je tudi, se pravi, v samem prometu, se pravi pri izgorevanju prisotnega in pa seveda v industriji, ki je tudi verjetno glavni vir emisij. Vsa ta leta meritev izpostavljamo, ne glede na lokacijo okoljske postaje, predvsem problematiko tako imenovanih špic, maksimalnih urnih koncentracij toluena.
Najvišja urna koncentracija je bila lansko leto zabeležena 14. junija ob 23. uri, kar 281 mikrogramov na kubični meter. Sedaj smo mogoče še nekako bliže vsem potencialnim onesnaževalcem tovrstnim. Vse te špice tudi sedaj odražajo oziroma kaj kažejo? Ja, te špice so nažalost tudi v letu 2024 bile prisotne, predvsem so prisotne v poletnih mesecih. Zdaj težko karkoli rečemo, mi smo več analiz tekom teh prejšnjih let delali, da bi probali izvedeti, iz kje je vir tega smradu, teh špic smradu, ki se pojavljajo. Takrat, ko je bilo objavljeno oziroma smo bili pozvani, smo zmeraj naredili analizo. Nažalost ne moram na nobenega oziroma nič reči, iz kje prihajajo te viri emisij. Je pa seveda to nekaj lokalnega, ki se dogaja pač v Medvodah, ker drugje pač te meritve se izvajajo tudi v drugih mestih po Sloveniji. Tam take vrednosti vsekakor niso dosežene. Kar je tudi slaba stran tega, je to, da ta stvar nima mejne vrednosti. In potem še vedno tudi ne govori se o njej, tudi z novo direktivo, ki je v pripravi, še ne bo podala mejnih vrednosti za tolulen. Tako da je potem tudi iz tega stališča zelo težko karkoli narediti. Evropska unija je sicer sprejela novo direktivo, ki bo začela veljati leta 2030, kjer bodo uveljavljene nekatere novosti. Med drugim določena tudi mejna vrednost za PM2,5 delce. Predvsem pa se obetajo strožje mejne vrednosti. Kot smo slišali, pa še vedno ne za toluen. Nekako takole na splošno, kakšen zrak smo v letu 2024 v Medvodah dihali. Vemo, da je bilo malo manj pritožb ali pa smo se pač tako navadili kot leto poprej. Ja, to je zelo težko reči, se pravi, zdaj tako, kot sem že rekla, se pravi, s prašnimi delci nekje občina Medvode nima težav oziroma do prekoračitev ne prihaja. Pojavljajo se te špice smradu oziroma kakorkoli te oblaki smradu, ki so bili pa prisotni tudi v 2024. Če bi rekli tako na splošno, je bila odločitev, da se prestavi na to mesto, ta merilna okoljska postaja, prava odločitev oziroma bi jo vi prestavili še kom drugem? Jaz mislim, da je bila prava odločitev. Tukaj je pač se pravi bližje samemu središču, kar pomeni, da se spremlja pač se pravi zrak, kateremu je pač občina Medvode v samem središču izpostavljena in njeni seveda občani. Če povzamemo, v povprečju smo dihali kar dober zrak. Kako pa je s povprečji, pa najbrž dobro veste. Sledi nekaj statističnih podatkov glede projekta Čisto zate na območju naše občine. Ta je delno še vedno odvisen tudi od razpleta dogodkov na kanalu C0, ki bo kanalizacijo s področja krajevne skupnosti Pirniče privedel na centralno čistilno napravo v Zalogu. Mestna občina Ljubljana mora namreč pridobiti gradbeno dovoljenje za manjkajočih 120 metrov tega povezovalnega kanala. Občina Medvode je za projekt Čisto zate na območju naše občine pridobila 9 gradbenih dovoljenj. Ta pa so se tekom gradnje in po zaključeni gradnji tudi spreminjala. Uporabno dovoljenje je pridobila za vsa naselja, ki so vključena v projekt, razen za območje krajevne skupnosti Pirniče, ki se bo priklapljalo naprej omenjeni povezovalni kanal C0. Za območja, kjer je že pridobila uporabna dovoljenja, je občina doslej izdala za 436 tisoč evrov odločb oziroma 197 odločb za plačilo komunalnega prispevka. Ta v povprečju za stanovanjski objekt znaša 2000 evrov. Od 187 objektov na področju Rakovnika, Vaš, Sore, Preske, Ladje, Goričane in Čarmanove, ki bi se že lahko priklopili na kanalizacijo, se niso vezani na izgradnjo kanala C0, se jih je do septembra priklopilo le 34. Za več informacij o poteku priklapljanja pa se bomo morali obrniti na javno podjetje Voka Snaga. In kako v občinski upravi komentirajo zaplete pri izgradnji kanala C0, precej skopo. Citiramo: pričakujemo, da bo projektni partner Mestna občina Ljubljana na svojem območju izpolnil pogodbene obveznosti
in v najkrajšem možnem času izgradil in omogočil uporabo kanala C0. Obračun z minulim letom bomo nadaljevali še v drugi polovici oddaje, sedaj pa nadaljujemo z dogodki minulega tedna. Torkov večer v Medvodah je bil v znamenju humorja, glasbe in izjemnega talenta. Literarna skupina Bezeg je v Baru kulture 313,6 gostila večer, ki ga bodo obiskovalci še dolgo pomnili. Glavna zvezda večera, komičarka, igralka, ventriloquistka in ženska mnogih talentov, Lucija Čirović. Predstavila je svoje delo in tudi svoje zabavne sodelavce, ki so nasmejali vse goste. Tam smo bili tudi mi. Druženje polno smeha in zanimivih prigod se je odvilo na torkov večer v Baru kulture, kjer literarna sekcija Bezeg redno pripravlja pogovorne večere z zanimivimi in uspešnimi Slovenci. Tokratna gostja je bila Lucija Čirović, igralka, komičarka, pedagoginja in ventriloquistka. Lucija je obiskovala osnovno šolo dr. Franceta Prešerna v Ribnici, po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani je leta 2004 diplomirala na pedagoški fakulteti smer predšolska vzgoja. Smisel za humor je odkrila že v otroških letih in jo spremlja vse do danes. Eden od obiskovalcev je komentiral, da to je pa res tak zabaven večer, kot že dolgo ne. Ste vedno tako zabavni, je to vaše sredstvo za animirati ljudi? Ja, je. Že od majhnega je to bilo in vsak nekako, ki je majhen pogruntak, s čem lahko prepriča druge in eni so blazno pametni, eni so blazno spretni, jaz sem pa se afnala pa zabavala, tako da to mi je še vedno ostalo. Ja. In vedno poskušam, tudi če so resne stvari, mečkati s humorjem začiniti. Ne za vsako ceno, ne posod, ampak drugače pa ja. Tako da se mi zdi, smo vse zabavali. Pot jo je zapeljala tudi na televizijo, kjer je zaslovela kot čistilka Fata v seriji TV Dober dan. Tako vem, da se začne spet vrteti že milijonta ponovitev po televiziji, ker začnejo me Fata gor, Fata dol, ker jem trgovino. In nekako se tu prevajam, da bo to večno tako ostalo. Zelo veliko mi Fata dala. Prepoznavnost, pogum, da sem šla sploh v to, izkušnje, tako da to je vse zlata vredno. Se mi pa nje ne da več delati. Kot lutkarica je animirala in posojala lutkam glas v otroških televizijskih serijah Ribič Pepe in Križ Kraš na RTV Slovenija. Je pa tudi ena izmed pionirk ventriloquizma v Sloveniji. Obstaja slovenska beseda za to je? Trebuhogovorka, oziroma za moškega trebuhljač, ampak mi ni preveč všeč izraz. Je pa to stalo, ne vem niti zakaj točno je ostalo, čeprav se je zelo hitro ugotovilo, da ne gre za pravi opis tega, kaj se dogaja, ker gre za govorjenje brez premikanja usnic, ne pa za trebušni govor, ampak so kar pustili. Tako da sem pa, kaj sem edina, kaj vem, da zdaj že so eni, ki delajo, to je tudi ventriloquizem, ampak sem pa najdlje. Ste pionirka v Sloveniji. Tako, božnic sem pionirka, tako ja. Se že obračajo k vam po nasvete, kakšni nadobudni ventriloquisti? Se že zgodi, sem že imela 2 učenki, pa vidim, da je zanimanje veliko, da bo še kdo bi rad. Tako da počas mogoče bom imela kakšno skupino ventriloquistov, bomo videli. Ni tako simpel učiti to, sem ugotovila preko teh 2, ker to, kar sem jaz pogruntala, kako zdaj razložiti recimo tebi, da to narediš, tako je, ker te lahke stvari ti že samo pogruntaš, te težke, tako da, ampak je pa ful izziv, veliko vaje, pa zaupati vase. Zabaven večer so popestrili tudi z glasbenimi točkami, člani sekcije pa obljubljajo pester program tudi v prihodnje. Ja, naslednji pogovor bo že 11. februarja ob 6. tukaj, z nami pa bosta člana Narodno-zabavnega ansambla Šmarnogorski kvintet, Matic Toplak in Ana Plahutnik. Zatem pa sledi še 25. marca koncert z njimi v Kulturnem domu Medvode. Imeli ste že zelo veliko različnih gostov. Je kakšen, ki si ga mogoče ti še posebej želiš, pa še ni prišel? Ne, se v bistvu skoraj vsak mesec, potem za kakšen mesec, 2 naprej pogovarjamo, koga bi si želeli, pa če je le možnost, se ga probamo priti do njega in ga dobiti na pogovor. Vsekakor zanimivih vsebin ne bo manjkalo, zato spremljate dogajanje in mogoče se najde kakšna vsebina tudi za vas. Še ostajamo pri Bezgovcih. Jurij Marusik, pesnik in pedagog, med drugim tudi že prejemnik kulturnega priznanja Pletenice, je v soboto na novem prizorišču na kmetiji Mis predstavil že kar 9. pesniško zbirko s naslovom Pocukranke. Gre za
Ja, ljubezenske pesmi prepletene s hajkuji. Jurij Marusik nas je povabil na predstavitev 9. pesniške zbirke Pocukranke. Kot že samo ime pove, gre za ljubezenske pesmi, a so prepletene s hajkuji. Haiku je japonska pesniška zbirka, ki obsega 17 zlogov. Skrajšano zgoščeno prikazuje trenutek iz narave, ki se povezuje z dogajanjem v človekovi notranjosti. Je tematsko svobodno, zelo pogosto pa vsebuje besedo, ki se navezuje na določen letni čas. Marusik v pesmi opeva jesen in kot je dejal njegov prijatelj, igralec Sten Vilar v spremni besedi, poudarja osebno doživljanje naravnih lepot in jih povezuje z dogajanji v človekovi notranjosti. Je taka, ne? Malo bolj pocukrana, bi rekel, a ne? Da pa če eno preberemo tole, recimo. Poletela sva daleč v breztežnost strasti. Vrtela sva se v galaksiji poljubov in žarenje zvezd nama je zakrilo oči. Bela svetloba ti je grela lica. Zvezdne meglice so snežile po najni ljubezni. Haiku je plul mimo naju. Breztežnost duše v vrtenju galaksij. Rojstvo vesolja. Poletela sva daleč, vrtela sva se. Medvoščan Jurij Marusik je sicer učitelj fizike in tehnike, ukvarja pa se tudi z mladimi s posebnimi potrebami. Je član Kuda Jaram, kjer deluje kot igralec in lutkar, poleg tega pa si vzame čas za pisanje, pa naj bodo to pesmi ali zgodbe. Izdal je že 9 pesniških zbirk, 3 zbirke pravljic in roman Mreža. Leta 2021 pa je prejel tudi Pletenico, kulturno priznanje za posebne dosežke in sicer za izjemno delo na področju kulture in promoviranju bralne kulture. Kdaj pa ob vsem aktivnostim sploh piše? Po moje največkrat takrat pišem, ko imam največ dela in vseh mogočih stvari, pa še kakšna ideja pade, pa treba napisati. Drugače pa ja, vsak večer si pa vzamem eno urico časa, da kaj napišem, če pa ne napišem, pa vsaj preberem, kaj sem napisal prej, kaj popravim in tako naprej. Tako da se to vsak dan dogaja. Literarni večer ob Pocukrankah pa je letos prvič potekal na kmetiji Mis. Letos smo rekli, da bomo prvo predstavitev naredili na kmetiji Mis. Kmetija Mis je tudi naš sponzor klepetov, a ne, v Baru kulture. In nekako zelo vestno sodelujemo med seboj. Smo rekli, letos bomo pa ta prostorček prišli, da malo spremenimo lokacije. Ste se na klepetu zmenili s Tomažem, pa je bilo to. Tako je bil zato, da tle naredimo, ja. Ja, pestro leto je za našimi kulturnimi ustvarjalci. Tako kot je v januarskih oddajah že tradicija, tudi tokrat nadaljujemo s pregledom dogodkov v lanskem letu. Tokrat tretjo četrtino leta, ko smo predvsem zaradi okroglih 30 let delovanja novodobne občine Medvode še posebej slovesno praznovali občinski praznik. Dobili smo Rotarjevo kroglo z jedrom na Sotočju, dobili protokolarno župansko verigo in tudi novega častnega občana. Prednjačijo socialna omrežja, ta slaba samopodoba povezana z njimi in pa recimo temu tudi manj kvalitetni odnosi, ki so mogoče včasih bili, pa jih je zdaj manj. Take so bile ugotovitve otroškega parlamenta, ki je 2 leti potekal na temo duševnega zdravja mladih ob razmisleku, kaj jih najbolj bremeni, kaj jim povzroča največ stresa. Z ugotovitvami so mladi predstavniki osnovnih šol konec šolskega leta seznanili tudi župana. Pogovor je tekel v smeri, kaj lahko naredijo sami, kaj starši in kaj šola, pa tudi lokalna skupnost. Pomagati si moramo med sabo, zato smo pač skupnost, moramo biti tam en za drugega. S koncem šolskega leta se je zaključil tudi 6. sklop projekta Evropske solidarnostne enote. Ana iz Francije, Virginija iz Grčije, Elmar iz Nemčije in Valentino iz Italije so predstavili zaključni projekt. Tudi tokratna generacija se je vključila v projekt javnega zavoda Sotočje, poimenovan Pritisni in snemaj. Gre za projekt, v katerem so pridobivali nova znanja in veščine, vezane na zajem, pripravo in obdelavo foto, audio in video vsebin.
in jih nato delili tudi z lokalno skupnostjo. Konec leta 2024 je nacionalna agencija Movit prav medvoški projekt izbrala za najboljšega v Sloveniji. Vsaj simbolno se je 23 let po smrti v Medvode vrnil legendarni medvoščanki par France Rotar. 30. obletnica občine Medvode je bila namreč zaznamovana tudi z odkritjem njegove skulpture Krogla z jedrom na lokaciji nasproti njegovega ateljeja na sotočju Save in Sore. Mislim, da je skulptura našla lepo mesto in da bo oče gledal dol na svoj lep ljub sotočje in da se mu bo dobro zdelo. Na predvečer praznika občine Medvode je potekala slavnostna seja občinskega sveta, ki seveda ni bila namenjena razpravi, ampak podelitvi nagrad zaslužnim občanom. Komisija za priznanja leta 2024 ni imela težkega dela, saj je prejela le 7 predlogov in za 5 od njih se je tudi strinjala, da si priznanje zaslužijo. 2 mlada občana, Ana Weber in Nace Guzel, sta prejela naziv Mladi up Medvod. Medaljo sta prejeli Društvo za zaščito živali Rex in Mila in župnijska Karitas Pirniče. Eden od nominirancev pa je postal častni občan, to je dr. Jože Duhovnik. Mi smo živeli s tako generacijo skupaj, kjer nam je prostovoljstvo bilo kot neke vrste zapisano, saj smo začeli z nič. Eksistenca ni bila v tem, koliko zaslužiš na uro na študentsko izkaznico, ampak smo lahko tudi z navadnim kruhom in vodo imeli občutek, da se da veliko narediti. Na slavnostni seji je častna občanka Ivanka Šušteršič medvoškega župana prvič ozaljšala z župansko verigo. Gre za simboličen predmet, ki ga župani nosijo kot del uradne obleke med pomembnimi dogodki. Ker ta predstavlja tudi zgodovino oziroma identiteto občine, je bila oblikovana še posebej premišljeno. Idejno zasnovo sta že leta 2017 predstavila pokojni Franc Cegnar in Zvonka T. Simčič. Izdelana pa je bila tik pred slavnostno sejo. Veriga je, ne da je čisto zadnje upanje, ampak je upanje, ki lahko ponovno poveže našo občino. Prav na dan občinskega praznika 6. julija 2024 se je rekordno število pohodnikov, vsaj 130, ponovno podalo na enega od 3 pohodov od Jakoba do Jakoba, od ene od 3 cerkva posvečenih svetemu Jakobu v naši občini, v Hrašah na Petelincu in na Brezovici, do Aljaževe rojstne hiše v Zavrhu. Mi smo se s kamero pridružili slednjim. V čast obletnice so namreč zaplapolale zastave. Med udeleženci je bilo kar nekaj znanih obrazov. Tudi Miroslav Mozetič, ki je bil leta 1994 takrat kot poslanec med zaslužnejšimi, da je bila občina Medvode kljub neuspelemu referendumu ponovno ustanovljena. In tudi prvi začetki so bili kar počasni, kar težki, kar nekako stresni, bi lahko rekel. Ne? Ampak zdaj mislim, da nihče več ne misli, da je narobe bilo odločitev, da smo ustanovili občino. Ne? Na sam praznični dan se je začel tudi medvoški poletni festival Poletje med vodami, ki je prek poletja že 3. leto združeval manjše in večje kulturne prireditve in kino predstave na 4 prizoriščih. Za začetek pa okusi sotočja, kjer so si lahko obiskovalci privoščili nekaj medvoškega, nekaj za popit, kar so jim postregli medvoški prostovoljci in za konec še koncert rock skupine Midva. Vljudnost veleva, da vsem občankam in občanom zaželim iskrene čestitke ob 30. rojstnem dnevu. Sicer smo pa zelo veseli, da po skoraj 30 letih, odkar se podimo po različnih prizoriščih Slovenije, pa malce tudi izven naših meja, prvič stopamo na oder v vašem kraju, v vaši občini in to nekako sovpada, recimo, ti jubileji.
V cerkvi svetega Urha je bil dan kasneje ob maši za občino predstavljen tudi animirani dokumentarni film o Jakobu Aljažu in to prav na dan, ko je bil pred 179 leti v njej tudi krščen. Scenarij filma z naslovom Za vse nas Slovence gre je zasnoval domači župnik David Jensterle in gre za pripoved stkano iz Aljaževih lastnih spominov in pričevanj. Ni se bal preprek, ki so se mu postavili na pot, sami tudi rekel, da prepreke so zato, da jih premagamo. Ne? Animacija filma pa je bila ponovno delo ilustratorja Juana Jovančiča, s katerim je župnija že sodelovala. Film je nastal v samo 3 mesecih, traja pa skoraj 1 uro. Tudi dobro je šlo, zato ker zgodba je dobra, fajn. Jaz nisem poznal Jakova Aljaža kako duhovnika. Jaz sem vedel, kako en gospod Jakov Aljaž je postavil stolp na Triglavu. Občini Medvode pomladi leta 2024 ni uspelo pridobiti koncesionarja, ki bi vzdrževal občinske ceste skupaj z zimsko službo, prometno signalizacijo in opremo. Prejeli so sicer eno ponudbo in to ponudbo dotedanjega koncesionarja podjetja HNG v sodelovanju s podjetjem Trampuš. Ker pa ta ni bila popolna, je občina javno naročilo ponovila. Tudi v drugo se je odzval le obstoječi koncesionar in poleti je občina z njim podpisala 2-letno pogodbo. In apel, naj imajo krajevne skupnosti oziroma posredno krajani večji nadzor nad njegovim delom. Torej, občani moramo biti tisti, ki to nadziramo, ki dajemo pobude, ki pač opažamo neke stvari, ki rečemo, to je dobro, to ni dobro. Ni to zdaj neka znanost, ki ne bi mogla biti tega deležna. Ker je občinska sejna soba čakala po poplavah na temeljito obnovo, so se občinski svetniki leta 2024 še vedno selili po občini. Pred počitnicami so se sestali v osnovni šoli Medvode in vse odločitve podobno kot običajno sprejeli več ali manj soglasno, razen ene. Sklep o lokacijski preveritvi na območju Donite Snita, da bi ta lahko tudi papirno uredil izgradnjo lovilne sklede za 3 rezervoarje za skladiščenje 120 kubičnih metrov lahkega kurilnega olja, pretekalne ploščadi in požarnega zidu. Če pogledamo Donit je ekološka bomba tudi brez tega dodatnega rezervoarja za ekstra lahko kurilno olje. Okoljska tema, ki je odprla vse dileme prostorskega načrtovanja. Vedno znova se je pojavil tako zvani problem NIMBY-ja, not in my backyard. In jaz se bojim, da umeščanje novih proizvodnih površin, če rečemo zdaj žejcem, da dobijo gor Donit, dvomim, koliko časa bo trajalo, da dobimo prvo inicijativo. Na 24. mladinski gasilski olimpijadi, ki je konec julija potekala v pokrajini Trentino v sosednji Italiji, so Slovenijo zastopale 4 mladinske tekmovalne enote. Med njimi seveda že 8. tudi ekipa mladinki iz prostovoljnega gasilskega društva Zbilje. V konkurenci 19 ekip so tokrat zasedle 8. mesto. Zdaj, nekatere olimpijade so bolj srečne, druge manj. Iz te se res ne vračamo z medaljo, ampak mogoče smo, lahko rečem, že v Sloveniji kar malo razvajeni, ker vedno smo pripravljeni, vedno posegamo visoko. Na poletnih olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 nismo imeli svojega športnega predstavnika, je bil pa iz Medvod vodja slovenske reprezentance dr. Uroš Mohorič. V medvoški domeni pa je bila tudi ponudba v Slovenski hiši. Za predstavitev slovenske kulinarike in kakovostno izvedbo gostinskih storitev je bilo namreč odgovorno podjetje Jezerše gostinstvo skupaj z dobavitelji. Tako, ko se športniki obstavljajo ob bok najboljšim, se tudi mi lahko postavljamo ob bok najboljšim in na nek način je tudi Pariz, pa sama Francija, kulinarična svetovna velesila. Leto dni po katastrofalnih neurjih in poplavah, ki so pretresle velik del Slovenije in seveda tudi občino Medvode, smo se odpravili na teren.
pogledati, kaj se je saniralo in tudi kaj se ni in zakaj. Takole čez palec pri projektih, ki so bili višji od 200 000 evrov, je zagotovo od zadaj najprej projektna dokumentacija, potem, ko je ta projektna dokumentacija narejena, mora to po soglasje na državno tehnično pisarno in skoraj gotovo, ker je so bile poplave blizu vode, je zraven tudi vodotok, kar pomeni, da čakamo tudi na soglasje Direkcije za vode. Za deročo vodo je ostala velika materialna škoda, tako na občinski kot državni infrastrukturi in seveda tudi na domovih občanov. In strah, kako vse skupaj sanirati in kaj storiti, da se to ne ponovi. Mogli boste pomagati. Kljub veliki škodi so svoje življenje za silo vrnili v normalne tirnice. Ni bilo prijeten, pa zelo veliko denarja. Pa od tistega, kar je predsednik vlade obljubljal, rajš ne bi o tem govorila. 8. avgusta 2024 je sicer minilo 100 let od največje katastrofe v naši občini, tragičnih dogodkov v dolini Ločnice, ko je vodna ujma rušila in odnašala vse pred seboj. Zemljo, prod, drevesa pa tudi različne objekte, stanovanjske hiše pa tudi živino in ljudi. Neurje je zajelo območje Polhograjske grmade, potokov 3 dolin, Hrastnice pri Škofji Loki, Mačkovega grabna pri Polhovem Gradcu in seveda Ločnico. Pogled na poplavljene kraje je bil menda katastrofalen. Prišel je tudi kralj in to že prvi dan po povodnji, se pravi 9. avgusta, je med 12:25 in 12:45 se ustavil v Sori in seveda verjetno malo pogledal situacijo, potem se je odpeljal v Škofjo Loko. No in seveda tudi novinarji, predvsem novinarji Slovenca. Nataša Budna Kodrič, ki je dogodke raziskovala, je sicer vnukinja Anice Aleksejev, ki je vodna ujma vzela kar 5 sorodnikov, med drugim tudi mamo Katarino, rojeno Alič. 2. septembra 2024, prvi je bil namreč nedelja, je v šolske klopi prvič sedlo za 10 oddelkov učencev, 180 prvošolarjev oziroma 8 manj kot leto poprej. Mi smo se jim, večini veselim, nekaterim tudi prestrašenim, saj je to velik korak v njihovih mladih življenjih, pridružili na osnovni šoli Pirniče in podružnični šoli Topol na Katarini, ki je v kombinirani oddelek sprejela 3 prvošolce. Česa se najbolj veseliš? Da bom pisal. Res? Ja. Osnovna šola Medvode je skupaj z občino Medvode in ob sodelovanju Inštituta za politike prostora uredila šolsko ulico, ki otrokom omogoča več aktivnega prihoda v šolo, torej peš, s kolesom ali s skirojem. Uvedena je bila cona 30 km/h na 3 lokacijah, točke Poljubi in Odpelji za odlaganje šolarjev in uveden enosmerni promet na Ostrovrharjevi ulici, s čimer nekateri stanovalci sosednjih ulic sicer niso bili zadovoljni. Kaj pa starši in otroci? Moram reči, da so kar lepo sprejeli to novo ureditev. Ta barvita oznaka talna s temi krogi in pa tudi simpatične table. Česa se mladi naučijo pri tabornikih? Učenje vozlov, postavljanje zasilnega prebivališča oziroma šotora. Predvsem pa se mi zdi, da taborniki, sploh mlajše tabornike vzgajamo v nekih življenjskih stvareh, kot je biti samostojen, pomiti za sabo posodo, spoštovati hrano, naravo, sočloveka, priskočiti na pomoč. Medvoški taborniki so nas v začetku septembra povabili na celodnevno praznovanje 40. obletnice delovanja njihovega društva tabornikov Rod dveh rek. Aktivnosti za otroke, prikaz zgodovine taborništva in zgodovine preurejanja taborniške hiše in njene okolice, koncert hišnega benda, bratovščina glasbenega galeba in osrednja slovesnost z rojstnodnevnim darilom. Občina jim je v upravljanje predala 2 hektarja gozda. Zdaj se vse ful lepo sliši. Sej je res tako, ampak kupili smo to tudi zaradi tega, ker bomo drugo leto delali noter gor še eno vrtino za boljšo vodooskrbo Medvod. Ampak tistih 20 kvadratov vas ne bo nič motil zgoraj, kjer bo vrtina in vsi bomo boljš volje, zato ker bomo imeli še en dodaten vodni vir. Vem pa in res toliko z lažjim srcem oziroma z večjim veseljem bi pa želeli, da to vi upravljate, ker vemo, da bo to upravljeno lepo.
Na isti dan so svojih 70 let delovanja s slovesnostjo obeležili tudi člani ribiške družine Medvode. Sedež ima v Šmartnem pod Šmarno goro, kjer imajo člani svoj ribiški dom in ribnik. Večino revirja pa imajo v naši občini, tudi 6 gojitvenih potokov. Kako preprečiti zgrešene prakse pri urejanju vodotokov in pri popoplavni sanaciji? Kaj pomeni imeti koncesijo? Zakaj je ribjega staleža manj, kot ga je bilo, če so reke vendarle čistejše, kot so bile? In še, da je zadnja ujma pokazala na veliko zgrešenih praks v zadnjih 30 letih. Človek jasno, da bo najprej poskrbel za sebe. Ne? Na ribe smo pomislili samo ribiči. Od 23. avgusta do 22. septembra je že 10. zapored imela svoja vrata odprta hiša na hribu v Žlebeh, razstavišče sodobne umetnosti in skupnostnega ustvarjanja. Osrednji del projekta so bili tokrat portreti znanih žensk in domačink v lesorezu in na platnu. Skupen projekt idejne voditeljice projekta in vsebinske soosnovalke Zvonka Simšič in vizualne umetnice Mojce Senegačnik. Najprej smo razmišljali o tem, kaj v bistvu poganja svet naprej. In to je ena taka prava energija, ki je včasih tudi borbana, v glavnem pa seveda zaščitniška, ljubeča, plodovita, srčna, ena sama ljubezen. To je to, kar vse ženske nosimo v sebi. Vsaka družina, vsaka vas, vsaka skupnost ima ta srca, torej te ženske. Naš občan Peter Militarov je leta 2024 prejel Drobosnjakovo priznanje, najvišje priznanje Slovenske prosvetne zveze v Celovcu. Svojim režiserskim, dramaturškim in mentorskim delom je spodbujal negovanje slovenske besede in hkrati uveljavljal nove poglede na gledališko ustvarjanje. Na avstrijskem Koroškem se je podpisal pod skoraj 30 predstav. Zbrani na podelitvi v interkulturnem prireditvenem centru v Celovcu so mu pripravili lep večer ob stoječih ovacijah. Ja, da sem srečen, enostavno in vesel in v bistvu, čist iskreno povem, ponosen, kar sem pravzaprav naredil na Koroškem. Posebno priznanje svojemu delu pa je Militarov prejel tudi doma. Po 30 letih obuditev divjega lovca v njegovi režiji prek videozapisa televizije Medvode, enega najbolj skupnostnih projektov medvoških in ostalih gledališčnikov, ljubiteljskih in poklicnih. Povabilu k ogledu so se odzvali številni ustvarjalci. Projekt impozanten, še danes recimo, da bi lahko rekel, da to je bila predstava vseh predstav. En z drugim smo živeli od, lahko rečemo, od jutra do mraka, od teksta in uživali. Prihodnjič nadaljujemo pregled leta s trajnostno mobilnostjo, z dvomi, ki se porajajo ob načrtovani nadgradnji Gorenjske železnice, in ga bomo zaključili optimistično z decembrskimi skupnostnimi dogodki. Sledi pa redna tedenska črna kronika. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali eno manjšo prometno nesrečo v Medvodah. Udeležencema, ki sta oba izpolnjevala pogoje za nadaljnjo udeležbo v prometu, pa so izdali obvestilo o odstopu od ogleda nesreče. Policisti iščejo neznanca, ki je našel mobilni telefon in si ga protipravno prilastil. Nekdo je v spledniku opazil prenosni računalnik v osebnem avtomobilu, lastnik vozila pa mu je tatvino olajšal tako, da je pustil vozilo odklenjeno. Z gradbišča v Medvodah pa so bile ukradene plošče za betoniranje. Storilce bodo policisti iskali tudi s pregledom nadzornih kamer, ki so nameščene na gradbišču. Policisti so med rutinsko kontrolo odkrili osebo, ki je posedovala posušeno rastlino, za katero sumijo, da je prepovedana snov. Če bodo to potrdili v laboratoriju z analizo, bodo sledili nadaljnji ukrepi. Hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo že ob jutrišnjih in nedeljskih ponovitvah, če ste nas ta teden zamudili. Včeraj in dan prej smo namreč predvajali 2 oddaji na isto temo, Holokaust.
Pripovedovali smo zgodbe žrtev vojnega nasilja, ljudi, ki so bili v drugi svetovni vojni kaznovani, bodisi zato, ker so pripadali po mnenju nekoga napačnemu narodu, napačni veroizpovedi, napačnim vrednotam in prepričanju, ali pa preprosto zato, ker so živeli tam, kjer po prepričanju nekoga ne bi smeli. In ja, zgodovina se ne ponavlja, le nadaljuje se. Na snidenje.